Na perniški ribnik se spuščajo ptice in se hranijo s poginjenimi ribami, ki plavajo na gladini. V okolico se širi neznosen smrad. Ker odgovornosti ne prevzame nihče, so sedaj krajani usodo vzeli v svoje roke. Šla na vlado od predsednika preko vseh inštitucij, na vse ministrstva, na vsako inšpekcijo, ki nosijo glave za to. Vsak to pozna, vsak to ve, vsak je dal naročilo, ali godi se tukaj nič. Po eni verziji naj bi bil glavni krivec za nastalo situacijo Dars, ki je na tem območju gradil avtocesto. Poleg tega naj bi obljubil tudi dela na jezeru. Tu je bilo obljubljeno, da bo se uredilo vse obrežje okrog, da bo se neki dva otoka uredila, da bo se ves mulj izpraznil, in zdaj od tega ni nič. Tukaj je zdaj, recimo, ko bi mogla biti akumulacija za vodo, tu je zdaj akumuliran mulj in to mogoče par metrov visoko. In zato je tudi do tega prišlo, ker če bi tega mulja ne bi not bilo, bi kljub temu, da so zapornice moče nižje, ne bi bilo vodostaj dovolj, po mojem, dovolj visok, da te ribe ne bi poginile. Bil sem sam organizator in smo povabili okoliške prebivalce, ker je predstavnik investitorja, to je Darsa, kakor tudi projektanti, ki so pripravljali projektno-tehnično dokumentacijo za sanacijo jezera in izdelavo izgradnje zapornic, predstavili program, ki je predvideval celovito rešitev oziroma sanacijo Perniškega jezera. Po lokacijski uredbi, ki jo je sprejela vlada Republike Slovenije, so pa imeli tudi rezervirana zemljišča, kamor bi lahko odvažali ta mulj. Zakaj se to ni zgodilo, ne morem komentirati, ker zadev ne poznam. Ker poglobitev jezera in gradnja protiplavnih nasipov ni bila izvedena, se krajani soočajo tudi s poplavami. Mi smo imeli lansko leto 3-krat poplave, imamo čistilno napravo, 3-krat je crknila čistilna naprava zaradi vode in nihče nič. Občina nič, nobeden nič kriv. Krajani pa za pogin rib delno krivijo tudi njihovega lastnika, podjetje Riba Maribor. Tam naj bi za morebiten pogin rib vedeli. Krivda se prelaga z enega na drugega, ampak jaz ne vem. Po mojem so to krivi ti, ko imajo ribe not. On sicer pravi, ribnik ni moj, to ni moje, ribe so moje, potem jih pa naj da ven. Večinski lastnik pa je ta gospod Rapoc, ker on je, ko so ribe prve poginile, če bi on te ribe pobral sproti, brez skrbi, danes tega ne bi bilo tu. Ampak zgleda, da on ima prav cilj, da je čim več rib vidi se mrtvih, ker boje, da je ta stvar močno zavarovana in da pol on potegne. To ste vi že verjetno vedeli, zdaj 3 leta že ta zapornica stoji, ne? Ste opozarjali tudi koga na to? Seveda smo opozarjali, v zadnjem prevzemu, pa tudi že prej smo mi opozarjali, da se to zgodilo, ker mi vemo, da se voda segreva 30 in prek 30 stopinj in takrat je vsebnost kisika minimalna ali pa prek 30, ko prije, je kisik 0. Pri podjetju Riba Maribor pa krivdo valijo na upravljavca zapornice, ki od lanskega maja naprej avtomatsko uravnava količino vode v jezeru. Pričaka gladina vode ravno na minimumu, ker mi prej smo recimo pričakovali sušo in smo držali ročno določeni višji vodostaj. Sedaj pa pač avtomatika dela tako dela. In je problem v tem, da je vedno enaka količina vode, ne glede na vreme. Ne glede na vremenske razmere, ona vedno drži isti vodostaj. Odgovornost za škodo upravljalec zapornic. Kdorkoli že to je, eni se na drugega se zgovarjajo. Ribiči sedaj čakajo na prve dežne kaplje, ki naj bi dvignile vodostaj jezera in vsaj začasno odplaknile nastalo umazanijo.